Spoštovane novinarke, novinarji ter vsi ostali prisotni, hvala za vašo udeležbo na današnji novinarski konferenci, ki jo bomo delila z poslancem, kolegom Jožefom Horvatom. Jaz uvodni del bom namenil Komisiji za nadzor javnih financ in če je zunaj vroče, ni vroče le zunaj, ampak tudi na področju slovenskih javnih financ in javnofinančne vzdržnosti, o čemer ste novinarji poročali že v preteklih dneh. In lahko rečem, da nas situacija zelo skrbi. To je bil tudi eden izmed razlogov, da smo sklicali nujno sejo Komisije za nadzor javnih financ. Namreč prihajajo zagotovo časi, ko bi morala biti Slovenija bolj preudarna pri upravljanju s proračunskimi sredstvi. Deljenje bombonov, kot smo jih poznali v prvem letu tega mandata, vsak, ki je imel 5 minut časa in izrazil željo po bodi si večji plači, bodi po sanaciji onega, tretjega, to deljenje bombonov pač v nedogled ne bo šlo, zlasti v luči tega, da prihaja nazaj v veljavo fiskalna pravila, ki smo jih poznali že v preteklosti in o čemer je govoril tudi minister Boštjančič. Se pa sprašujemo ob tem, kdo še sploh krmari to ladjo, kar se tiče javnih financ. Namreč podatki. Kot kaže v bistvu podatki Ministrstva za finance, je junijski primanjkljaj državnega proračuna znašal kar 190 milijonov evrov v prvih 6 mesecih letos, pa je primanjkljaj državnega proračuna znašal kar 413 milijonov evrov. Malce za primerjavo. Ta primanjkljaj absolutno je precej višji kot lansko leto, ampak za koliko višji? Za dvakrat višji. Da dvakrat višji primanjkljaj imamo, kot smo ga imeli v enakem obdobju lani. In sprašujemo se, na kakšen način in kako boleče bo to za davkoplačevalce, državljanke in državljane, ko bojo naslednjem letu nazaj začela veljati fiskalna pravila. Želimo tudi z našim sklicem seje poudariti eno stvar, in sicer, da skupni odhodki v proračunu so bili v prvih 5 mesecih letos medletno višji za kar 2 odstotni točki, tako imenovani očiščeni odhodki, brez upoštevanja v bistvu COVID odhodkov in učinka ukrepov za blažitev draginje, pa so bili višji za kar 6,6 odstotkov. Tudi po prvi junijski, torej podatki Ministrstva za finance, kažejo, da se stanje v slovenskih javnih financah izrazito res poslabšuje. Bi rad poudaril, da je torej polletni primanjkljaj državnega proračuna za 2,krat večji kot v istem obdobju lani in iz povišanje iz 124 milijonov evrov na 400,13 milijona evrov je v bistvu terja dodatne odgovore Ministrstva za finance, predsednika vlade, vseh ostalih ministrov, ki sodelujejo in so tako veliki proračunski porabniki. Torej, v Novi Sloveniji smo tudi v luči opozoril fiskalnega sveta in junijskih podatkov o stanju javnih financ, kot sem že dejal, zaskrbljeni. Predvsem je problematična rast tako imenovanih očiščenih javnofinančnih odhodkov. V letu 2024 se torej, kot že rečeno, ponovno uvaja fiskalno pravilo, glede na napovedane politike in obljube vlade pa se zdi, da se dejansko na finančnem ministrstvu ne zavedajo resnosti stanja javnih financ. Proračunska varovalka za uvedbo na primer obveznega zdravstvenega prispevka znaša kar 240 milijonov evrov. A se je kdo vprašal, na kakšen način bomo to sfinancirali, da ne bi povečevali primanjkljaja? Nekatere ocene izvedbe recimo reforme plač v javnem sektorju predvidevajo, da bodo potrebni javnofinančni izdatki znašali kar milijardo evrov. A se na drugi strani kdo vprašal, kaj to pomeni za vzdržnost naših javnih financ? Za uvedbo dolgotrajne oskrbe bo v letu 2024 po oceni potrebnih dodatnih 72 milijonov evrov in 263 milijonov evrov v letu 2025. In spet se sprašujemo, na kakšen način bomo zagotovili ta finančna sredstva, da ne bi ogrozili javnofinančne stabilnosti. In ko bo na primer leta 2026 sistem dolgotrajne oskrbe deloval v celoti, je javni del stroškov ocenjen na kar 1,50 milijarde evrov. Na drugi strani pa sočasno, ko govorimo o tem primanjkljaju, ki se dogaja pred očmi vse slovenske javnosti in
hvala novinarke, novinari, mediji, ki o tem prvi poročate, v tem primeru je to bilo tako, se na drugi strani pojavljajo vedno več resnih svaril o ohlajanju svetovnega in še zlasti evropskega gospodarstva. Glejte, Nemčija v bistvu že v tehnični, ne samo tehnični recesiji, ampak dejanski recesiji. Veste pregovorno, da kadar Nemčija zakašlja, Slovenija zboli. In vprašati se moramo, na kakšen način bomo mi polnili državni proračun ob vsem tem. Zdaj torej posledice ohlajanja svetovnega gospodarstva Slovenija že močno čuti. Sami gospodarstveniki nas na to opozarjajo, gospodarska interesna združenja vlado že več mesecev opozarjajo, da so razmere v gospodarstvu alarmantne. Tudi po podatkih analitike gospodarske zbornice Slovenije se je v obdobju od novembra lani do aprila letos industrijska proizvodnja medletno skrčila v 13 od 21 predelovalnih dejavnosti. Več kot 10% padec proizvodnje so zabeležili v papirni industriji, na primer, v proizvodnji kemičnih izdelkov. Alarmanten je tudi podatek, da predstavljajo dejavnosti, ki so v tem obdobju beležile več kot 5% padca industrijske proizvodnje, kar 35% celotne industrijske proizvodnje. Torej, govorimo o tem, da se stvari v Evropi, v svetu, tudi v Sloveniji, kar se tiče gospodarstva, zelo spreminjajo napram 3-4 letom nazaj in da bo potrebno pri razpolaganju s finančnimi sredstvi ravnati bolj preudarno, kot pa je začrtala ta vlada pod ministrom Boštjančičem. Torej, po drugi strani, pa ponovno nerazumljivo, zakaj vlada z nepremišljenimi ukrepi še dodatno dviguje stroške dela oziroma obdavčitev plač, ter na primer z različnimi birokratskimi ovirami zmanjšuje konkurenčnost slovenskega gospodarstva, poslovnega okolja in tako dalje. Želimo poudariti, da prvi pravi ukrep za blažitev posledic krize bi bil zakon o dohodnini in zmanjšati obremenitve na plače. Govorimo o davkih na plače. Ljudje si zaslužijo boljše plače, da lahko več potrošijo, da boljše živijo in na drugi strani bo imelo tudi gospodarstvo več od tega. Nasprotno, tem signalom gospodarstva vlada ni prisluhnila in je v bistvu že na začetku mandata naredila ravno obratno, dodatno obremenila plače in razveljavila zakonodajo, ki je bila sprejeta v neki drugi vladi pred to vlado. Torej, v Novi Sloveniji sklicujemo to komisijo za nadzor javnih financ zaradi tega, ker je to res nujno potrebno. Zaradi tega, ker smo odgovorni, seja komisije bo predvidoma potekala še ta teden, se pravi pred parlamentarnimi počitnicami, zaradi tega, ker želimo odgovore ministra za finance, na kakšen način bo zagotovil ravno to, kar on v medijih pravi. Se pravi, to vzdržnost in da prihajajo težki časi. To so zaenkrat samo še besede. Pričakujemo tudi prava dejanja Ministrstva za finance. Na kakšen način ravnati preudarno ob tem, ko pa vidimo, da se na drugi strani vlada pogaja s sindikati, da bomo mogli nameniti v zelo kratkem času več za plače v javnem sektorju, seveda skje z državnega proračuna, da bo potrebno spet na drugi strani izpeljati prelej tudi zdravstveno reformo, da bo samo prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno zdravstveno zavarovanje tiralo v naslednjih 2 letih 240 milijonov evrov. Torej, to so vse dejstva, ampak na drugi strani potrebujemo tudi odgovore, na kakšen način kljub tem dejanjem, velikim odhodkom, na kakšen način poskrbeti za javno finančno vzdržnost, da bodo vsi državni sistemi in podsistemi ne bili podhranjeni. Zdaj sem pa na voljo za vaše vprašanje. Zadnja klop. Kaja? Lahko na drugo temo? Lahko na vse. Potem pa bi vas jaz vprašala, kaj pravite na dejstvo, da se očitno nekoliko zamika časovnica zakona o digitalizaciji. Zdaj, premier je napovedal, da bo vse kljub odhodu ministra teklo po načrtu, ko so si ga zastavili, pa je vendar koalicija se odločila za umik obravnave za ta teden in se očitno vse skupaj predstavlja na jesen. Kot kaže, se glede zdravstva premika vse na obdobje po mandatu. Kar imamo časovnico, ki pa je spet ni.
Jaz obžalujem, no, da se v slovenskem zdravstvu dogaja to, kar se dogaja. Ne želim komentirati posameznega ministra, ampak ocenil bom celotno vlado in glede zdravstva v enem letu ni bilo narejeno nič. Strinjam se s tem, da bo z nekaterimi, ki pravijo, da bo zelo dobro, če bo Slovenija ohranila nivo zdravstvenih storitev na enakem stanju, kot ga imamo danes. Ampak, če bomo pustili in nič ne naredili, bo to stanje absolutno slabše. Si želim, da čim prej pridemo do novega ministra in da čim prej ta zakonodaja, ki je potrebna, da se tudi sprejme. Nova Slovenija, veste, pri zdravstveni reformi imamo izkušnje, imamo ljudi in bomo tvorno sodelovali, če bomo bili povabljeni sodelovati pri tem. Zdaj, če se ne motim, ste vi podprli ta zakon o digitalizaciji, vseeno se zdaj najprej informacijska pooblaščenka, zdaj so se tudi v zakonodajno-pravni službi obregnili ob te osebne podatke. A imate tukaj vi kaj skrbi, je treba še kaj dodatno popraviti? Če je potrebno nomotehnično določene stvari popraviti, se jih popraviti, pa ne se zakon potem nazaj vrne v državni zbor, vloži. In pri tem ne vidimo nobenih težav, da en mesec zgor ali dol, ne. Je nobena težava, bojim pa se, da v tem stanju, ko nimaš ministra, se težko kdo usklajuje, kaj je treba popraviti in kaj ne. Razumem, predsednik vlade bo sedaj nadomeščal ministra. Se je že od samega začetka predsednik vlade tisti, kot kaže, ki je sam dejal, da bo vodil potek zdravstvene reforme. Je tudi tukaj v primeru vsega, kar se kopiči v zdravstvu, tudi najbolj odgovoren. Glede digitalizacije v zdravstvu, ta absolutno je potrebna, zakon je šel v pravo smer, naj se popravi tam, kar je potrebno popraviti in gremo dalje. Želim pa podariti eno stvar. Veste, mi smo tudi glede teh zbiranja podatkov in implementacije te zakonodaje bolj papeški od papeža. Jaz sem sam, ko sem bil minister, pripravljal zakon o e-cestninjenju, e-vinjeta in vem, da smo imeli za informacijsko pooblaščenko dolga pogajanja, usklajevanja, na kakšen način narediti, da ne bi prihajalo do zlorab in tako naprej. In da na drugi strani zakonodajalec je vedno pripravljen narediti vse, da ne bi prihajalo do zlorab. Ampak ne moramo pa biti pač v digitalni družbi narediti vse, da do zlorab ne bi prihajalo. Veste, zdaj, digitalizacija je pač tak sistem svojevrsten in ne da se vse do potankosti roditi, kar bi lahko zahtevala tudi informacijska pooblaščenka. Treba se pa ob tem pogovarjati, ko smo mi zakonodajo pripravljali, smo v bistvu informacijsko pooblaščenko že vključili v samo pripravo zakonodaje. Zdaj, jasno je torej, da premijer začasno prevzema Ministrstvo za zdravje. Zdaj, običajno je to, so ti 3 meseci neko prehodno obdobje, ko se išče novega zdravstvenega ministra. Ali menite, da bi lahko tu premijer morda tudi sam kaj naredil, glede na to, da je, kot ste tudi sami že rekli, že prej prevzel del zdravstvene reforme in glede novega ministra, kaj menite vi, dr. Brecelj, da predlaga ali pa omenja idejo, da nov minister ne bi bil zdravnik? Jaz mislim, da premijer lahko ključno vlogo odigra pri tem, ali bomo imeli zdravstveno reformo, ali bomo izboljšali sistem javnega zdravstva ali ne. Predsednik vlade je absolutno ključen igralec in tudi sam se je postavil takoj po novem letu na čelo projekta zdravstvena reforma. In ima tukaj škarje in plat na svojih rokah. Jaz mislim, da lahko določene stvari v teh 3 mesecih tudi se izpeljejo. Želim pri tem vse dobro in še enkrat ne bom rekel, da ponujamo roko, ampak dobre predloge bomo podprli. Absolutno. Zdaj, kdo bo zdravstveni minister? Ali se, če vprašate ljudi na ulici, kdo je zdravstveni minister, vse eno važno, da so čakalne vrste krajše. Da je to vrhunski menedžer, a je to zdravnik, je relevantno, vsekakor nekdo, ki si bo upal. Je pa zelo malo ljudi v tej splošnem pojavu negativne selekcije, da bi za takšen denar prevzeli vajeti tako težkega resorja. Zelo malo je junakov, zapomnite si, tudi med zdravniki, ki bi upali ugrizniti v to kislo jabolko, ki je res zelo težek resor, prepleten z različnimi interesi in stanjem, ki se v bistvu poslabšuje že zadnjih 20 let.